Pozitivnih primerov COVID-19 v Sloveniji in v svetu pravzaprav precej narašča. Zato je izjemno pomembno, da to širjenje nekako omejimo in tukaj veljajo vsa tista pravila, ki smo jih poudarjali že zadnji 2 leti in pol. Torej gre za epidemiološke splošne ukrepe in pa specifičen epidemiološki ukrep, ki je cepljenje. Torej, če govorimo o splošnih ukrepih, pri splošnih ukrepih je teh 5 glavnih postavk, ki jih bom sedaj omenila, tistih, ki jih pravzaprav lahko vsakdo uporablja in po svoji presoji na ta način tudi zaščiti sebe in predvsem tudi nekoga poleg sebe, ki bi eventualno lahko zbolel za težji potek bolezni. Torej, ti ukrepi so nošnja maske, držanje distance, prezračevanje prostorov, higiena in umivanje rok in predvsem tudi delo na domu. Tukaj pravzaprav velja apel, poziv vsem delodajalcem, da poskušajo zagotoviti tak proces dela, da bo svojim zaposlenim lahko omogočijo delo na domu in na ta način preprečijo širjenje okužbe. Od specifičnih ukrepov naj poudarim cepljenje, namreč cepljenje je predvsem tisti varovalka ali zaščitni mehanizem, ki varuje pred težjim potekom bolezni in glede na način širjenja COVID-a tudi v zdajšnjem valu je stopnja precepljenosti v vsaki državi izjemno pomembna.